Počutim se zelo pozitivno vznemirjen, ker te knjige ne pričakujem samo jaz, ampak jo pričakujejo tudi številni drugi, predvsem moja otroka, pa njuni prijatelji, ki so o tej knjigi že slišali, jo poznajo, nekateri so jo že prebrali in zdaj se vsi skupaj veselimo tega, da bomo končno dobili v roke knjižno verzijo te pravljice. Precej drugače, namreč ta pravljica je bila naročena od dveh zelo posebnih naročnikov, ki sta si nekje med pandemijo zaželela od svojega očija, da napiše pravljico, in potem sem jaz to seveda napisal. In ker sem napisal pravljico prvič, je bila močno predolga, zato smo jo potem skupaj nekako krajšali, popravljali, in nekako sta bila moja prva pravljica, ki sta bila zelo kritična, tudi sta znala zelo pohvaliti stvari, sta se na nekaterih mestih bolj, na nekaterih mestih manj smejala. In to je bil en tak prijeten družinski proces, bom rekel, in jaz sem se v bistvu ogromno naučil, ker pač pred tem še nisem pisal pravljic, sem si marsikatero sicer zmislil takole, da bi me lahko pripovedoval pred spanjem, ampak to je bil nekako moj prvi stik s svetom pravljic in moram reči, da sem se v tem procesu ogromno naučil. Pa jaz mislim, da ima ta knjiga več sporočil. Mislim, zgodba je, vsaj zdaj, ko gledam za nazaj, mogoče res zapletena, pa ne toliko zapletena, pač razvejana, bom rekel. Veliko je likov, veliko je nekih sporočil, zelo aktualnih. Tudi to razdejanje krasa, ki smo mu bili priča, se mi je zdelo, kot da ga ta knjiga na nek način je ta pravljica napovedala. Ampak mislim, da se trudi, kljub temu, da se dogaja v živalskem svetu, povedati nekaj o življenju, o odnosih, o tem, kako seveda je včasih potrebno sodelovanje za to, da se premagajo ovire. In mislim, da bo zaradi tega zanimiva tako otrokom, tistim, ki morda še ne berejo, kot tistim, ki so začeli brati, pa tudi njihovim staršem. Mislim, da tu, vsaj kolikor poznamo otroke, jih včasih podcenjujemo, pa tudi pozabljamo, da so tudi staršem lahko zelo všeč pravljice. Pa moram reči, da sem z nestrpnostjo pričakoval, da bom videl te ilustracije. Nekako si ti v svoji glavi zamisliš nek svet. Poloninega dela nisem morda najbolje poznal, ampak tisto, kar sem videl, pa mene je res navdajalo z nekim prav prijetnim pričakovanjem, in ko sem končno dobil pogled te njene risbe, sem bil navdušen. Nekako se mi zdi, da je ujela duh tega sveta, da je uspelo ustvariti te karakterje vseh teh junakov, te pravljice, in da dejansko je ta zgodba zaživela. In zdaj mislim, da tudi ko sem prvič potem bral to zgodbo in hkrati gledal te slike, je bil občutek res zelo.